Dobrodošli v podkastu, ki ga pripravljamo za mladimi športniki in športnicami in njihovimi idoli. Danes sta z mano Lara Prašnikar. Lara, dobrodošla. Bravo. In Iris, ki pa bi želela iti po stopinjah Lare po uspešni nogometni karieri. Pa če te, Lara, za začetek vprašam, kako si v teh dneh na Brdu, kako preživljaš to? Ker zanimivo obdobje zdaj. Ja, mislim, super, sem zelo vesela, da sem prišla nazaj domov. Po krajšem uvajalnem obdobju v Ameriki in moram reči, da prve 2-3 dni je bilo malo kritično za vso časovno razliko in sem bolj malo spanca, ampak zdaj sem se pa že navadila, tako da je tudi to za mano. Iris, kako pa ti doživljaš to svojo, oziroma kako gledaš na to svojo nogometno kariero? Kaj ti nogomet pomeni? Kdaj si ga začela igrati mogoče? Nogomet sem začela trenirati 4 leta nazaj. Pa tako, nogomet veliko mi pomeni, ogromen. Več mi pomeni kot šola. Pa tako, mislim, vesela sem, ko ga igram, ko treniram, sem na tekmah, tako da. Kako pa ti je, ko vidiš, ko pride Lara v prostor, ki si z eno najboljših nogometašic na svetu? Ja, malo me je trema prijela. Pa tako, ne vem, ful je bilo zabavno, tako mislim, videti nekoga tako užival pač, ker še nikoli, nisem nobene reprezentantke tudi videla. In je bilo, mislim, tako, malo treme, malo tako, trebaš pa zanimivo. In kaj te kaj zanima, kaj bi rada vprašala Laro, kaj tebe čaka ali pa kaj je njo čakalo na tej poti do točke, kjer je sedaj? Ja, ful me zanima, tako, kdaj si začela trenirati, zakaj si se za to odločila, v bistvu, kdo je bil tvoj idol, da si do tega prišla? Ja, jaz sem zdaj že malo starejša kot ti, tako da ti lahko marsikaj povem, ampak kdaj sem začela. Vsi pravijo, da mi je bil nogomet neko položeno zibelko. Imam 11 let starejšega brata, ki je vso svoje otroštvo tudi nogomet treniral, tako da živimo ob nogometnem igrišču, žoga je vedno bila prisotna na naših dvoriščih, oziroma v našem dvorišču je bilo milijon žog, še vedno jih je. In na prvi trening pa mislim, da sem šla v prvi razred, se ga še spominjam, da me je oče peljal na trening, sem bila ful navdušena, ko mi je kupil prve kopačke in me je peljal na igrišče, ki je 100 metrov od naše hiše, na pomožno igrišče, ker smo čakala trenerja oziroma soigralce, pa nobenega ni bilo, ker je zunaj deževalo. Mi smo bili pa fantki oziroma fantki plus jaz, ki pol zunaj niso imeli treninga zaradi dežja. Jaz sem bila ful razočarana, tako da sem mogla še počakati na ta prvi trening, ampak to je tak nek spomin, ko ga imam še vedno v sebi. Kako pa je bilo, Lara, mogoče? Vedno, ko si ti začenjala igrati nogomet, ženski nogomet še ni imel takega statusa, kot ga ima danes v Sloveniji, ali pa tudi po svetu, ne samo v Sloveniji. Kaj so bile mogoče najtežje poti, najtežje stvari, ki si jih mogla na tej poti dati skozi? Jaz ne vem, koliko sem bila sploh stara, da sem videla prvo tekmo po televiziji ženskega nogometa. Sploh nisem vedela, da to obstaja praktično. Potem pa, ko sem po moje pri enih 12-13 letih je sosednji klub, torej z Velenja, Rudar, navezal stik z nami, me povabil na trening oziroma na tekmo takrat že takoj, da sem sploh imela priložnost videti, da še druge punce igrajo nogomet, ne pa sam jaz, vedno sem bila edina. Tako da takrat sem se pol neko začela uvajati tudi v ta ženski nogomet. Spominjam se, jaz sem v svojem otroštvu ful rada pobirala žoge. Ne vem, če ti tudi rada to delaš, ne vem, če veš sploh, kaj to pomeni. Ampak ko igraš tekmo, ob igrišču stojijo otroci in ti dajo žogo. To sem jaz bila včasih. In Šmartno ob Paki je veljalo za en kraj, kjer so tudi mlajše ženske reprezentantke igrale svoje tekme. In se spomnim, da sem enkrat pobirala žoge puncam in to je bilo za mene. Wow. Punce igrajo, kako je to sploh mogoče. Zdaj se je pa pač malo obrnilo. Jaz igram za reprezentanco, druge me pobirajo žoge, ampak take so bile moje začetki. Super. Iris, kako pa je danes tebi trenirati nogomet? Kakšne imate pogoje? Kaj ti je najbolj všeč? Pa tudi mogoče, česa se najbolj veseliš, ko greš na trening?
Ja, pogoje za trenirati imamo super, tako da pač v klubu pa vsemu, tako da vsakič, ko grem na trening, sem pač zadovoljna. Na treningu imamo dobre žoge, imamo naravno in umetno travo, imamo vse, imamo garderobe, veliko punc je. Pa tako vsakič, ko grem na trening, ne vem, najbolj se veselim tega, da bom prvo videla pač svoje soigralke pa tako. Pol pa pač, da bomo sodelovale, da bomo igrale, pač da bomo zabavale se. Tako vse, v bistvu cel trening. Super. Kaj pa mogoče, ko gledaš tekme najboljših moških in deklet na nogometnem igrišču, kaj bi še rada vprašala Laro, da bi tudi ti prišla do tega mogoče enkrat? Ja, kaj narediš, če te tako trema, kdaj na tekmi, ko pač se s kom pogovoriš, kaj ti pomaga, kaj narediš pred tekmo? Mislim, ja, jaz sem že šla čez marsikatero obdobje v svoji karieri čez, in sem se z vsakim obdobjem marsičesa tudi naučila. In trenutno, jaz tremo neko doživljam kot neko veselje mogoče, mogoče trema, da bo na tekmi veliko ljudi. Ljudje so prišli gledat mene. Zakaj bi me bilo strah? Vsi želijo videti, kar mi delamo, kar jaz delam. Mogoče si pač upam sam misliti oziroma probam misliti, kako je bilo včasih, ko sem igrala to samo za veselje, kako se je zdaj to spremenilo v moj job, v mojo, službo. Neki passion, ki se je razvil iz tega in pač probam se ne preveč sekirati. Samo odmisliti vse, iti igrati, tako sem včasih in to neko veselje moraš vedno imeti v sebi. Tega ne smeš nikoli izgubiti, ker ko to enkrat izgubiš, je pol res težko priti nazaj do tega. In vsaka igralka, vsi igralci, ki imamo tisto veselje v sebi, najboljši igramo. Kdaj pa si, Lara, mogoče ti na tej svoji poti začela razmišljati o tem, da mogoče bi pa lahko bila profesionalna nogometašica, ali pa kaj je bilo tisto ključno, kaj si rekla, ok, to je pa zdaj to? Jaz sem, kot sem že rekla, pač sem vse otroštvo igrala s fanti. Ko sem pa enkrat začela videti punce tudi na televiziji, takrat v tistem obdobju je moj oče šel v Nemčijo kot trener, in takrat je meni tista neka Bundesliga bila skozi v glavi. Želim iti v Bundesligo, želim to pa to pa to. In se spomnim enega intervjuja, sem imela pri Rad igram nogomet, sem bila kot osrednja gostja. In so me cel dan snemali, so prišli domov. Bil en intervju tudi v moji sobi, otroški sobi, in me je voditeljica vprašala, kak je moj cilj, kje bi želela igrati, in sem sam izstrelila Bundesliga. In pol se je to nekako odvijalo, jaz sem bila takrat stara 14-15 let, sem se glih odločala, kam grem v srednjo šolo, in se je pojavila možnost, da bom šla v Šiško. Šiška je takrat veljala za edino nogometno gimnazijo oziroma gimnazijo, ki je imela nogometni razred, kjer sem jaz bila edina punca. Trenirala sem še vedno s fanti. Zdaj, par let zatem, so naredili tudi ženski oddelek, ampak tisto je meni dalo pač videti, ok, nogomet, šola takrat tudi, kar je zelo pomembno. In vse sem nekod skupaj vodila, napredovala vsako leto še bolj in takrat je pač tisto bilo samo meni v glavi. Šola, nogomet, cel dan si imel voden od jutra do večera, vse je bilo zafilano. Takrat sem pač videla, da to hočem biti, to hočem delati. Slišala sem tudi, da so zaradi tebe naredili prvi ta nogometni razred v Šiški, pa to, je to res? Ja, pač kot sem rekla, jaz leta zdaj moram prav razmisliti, da je to bilo, ne vem. Odvisno, ko sem šla v srednjo šolo, sem bila edina punca. In 2 leti zatem so oni, ali že pa leto zatem, mislim, da že kar leto zatem so ustanovili ženski oddelek, no, v katerem je vsako leto bilo več punc. In zdaj že kar 10 let, če ne še več, to traja, no. In res uspešno vodijo to neko pot, v kateri sem tudi bila jaz nek mejnik. Me zelo veseli, da je to šlo tej poti naprej, ampak je to. A je tudi
A je bila to, da bi postala pač profesionalna nogometašica, a je bila to skozi tvoja neka želja, ali si hotela kaj drugega biti, pa si pol videla, da ti je, da ti je pač nogomet. Ja, bolj mislim, paše, pa to. moja prva želja, preden sem sploh vedela, da sem lahko to, kar sem, je bila, da bi bila učiteljica športne vzgoje. Vedno sem govorila, da bom šla na DIF. In v osnovni šoli smo imeli tekmovanje, ki se mu je reklo ŠKL, kjer smo mi igrali nogomet. Takrat so bile punce in fantje v eni ekipi in pol 2/4 smo igrali punce, 2/4 fantje in pol je bil skupni rezultat. No, mi smo to leto to ligo zmagali, moja osnovna šola Bratoletuni Šmartno ob Paki, in sem kot najboljša nogometašica dobila testiranje kot nagrado na DIF-u. In jaz in moj oče smo šla tja, oče pozna dekana, smo se malo usedli dol, pogovorili in že takrat sem jaz rekla, jaz to želim biti, jaz hočem biti na DIF, to je wow, šport, cel dan sam šport. Pa je moj oče že malo gledal, je rekel, to pa težko. In ja, nažalost, to nikoli ne bom mogla biti, oziroma če bom še želela, bom mogla iti po svoji karieri na to pot, se šolati za športnega trenerja oziroma športnega učitelja, ker pač kariera plus DIF žal se ne skladata. Pa me zelo žalosti, ampak pač tako je. No, ampak, tako kot si rekla, Lara, ta priložnost konec koncev tudi ni zamujena, lahko jo kdaj kasneje, če boš želela, ampak bi se pa navezal na to, verjetno pa tudi zahteva, da šolo, pa treninge, pa vse zahteva kar nekaj discipline in prepričanja od, vemo, takrat najstnica ali najstnika, zahtevno obdobje, ki smo ga dali skozi življenjsko, ne. Kako, verjetno se je bilo treba marsičemu tudi odreči, da si prišla do tega, ne? Jaz sem se prvo kot prvo 14-15 leti mogla odreči temu, da sem živela doma. Jaz prihajam iz Štajerske, pa sem mogla se preseliti v Ljubljano, v dijaški dom, kjer sem bila od ponedeljka do petka. Vikende sem pol preživljala doma, ampak ja, že to je tisto prvi korak, ko greš ti mlad od doma, si tam nekje sam brez svojih staršev. Ampak ja, to šola plus nogomet, to pa moram reči, da mi je bilo zelo dobro omogočeno na Šiški, ker tam vsak učenec ima svojega športnega koordinatorja, ki ti vse skupaj pomaga pripeljati oziroma voditi v eno stran. Jaz sem tudi imela svojega, kjer mu bom zavedno hvaležna, da me je tudi, ko sem v 4. letniku že šla v Nemčijo in ga delala nadaljavo, ja, vsak dan nekod stal na prstih in mi, ja, bi rekla, da po domače težil, da sem naredila šolo, ampak ja, brez ene take osebe je to zelo težko, no, tako da ja, vsa pohvala Šiški, da mi je pač omogočila vse to, da sem ob času in z vsemi svojimi obveznosti dokončala tudi maturo in vse. Vemo pa, da je tudi v življenju športnika zelo pomembna tudi prehrana in športni način življenja. Iris, kaj pa ti najrajši ješ pred pa po treningu? Ja, ponavadi pred ali pa po treningu, večinoma ali kar je pač v šoli, ker pač Seveda, trenutno logično. ne morem še toliko vplivati na to, drugače pa ponavadi najbolj mi pašejo tako jajca ali pa neke testenine ali pa kaj takega. Včasih tako pred treningom sploh ne jem, ker pač to rabim več časa, da se pač prebavba vse, pa ponavadi jem po treningu, pa tako vse v bistvu, karkoli je, mislim, to me ne moti. Lara, kaj pa ti glede tega, verjetno je na tvoji točki skrb za telo zelo pomembna stvar, kakšen režim pa moraš ti, kakšnega se moraš držati, je to zahtevno? Mislim, je bilo bolj zahtevno v prejšnjih obdobjih, bi rekla. Trenutno sem v klubu, kjer mi je to vse omogočeno, kjer pač imamo ljudi, ki kuhajo za nas, tako da niti ne rabiš sam veliko na to razmišljati, ampak pač ja, v svoji karieri pa moraš iti čez marsikaj. Najbolj pomembno oziroma največja prelomnica je, ko se enkrat odseliš od doma, ko nimajo več starši toliko vpliva na to, kaj ti ješ, ko moraš sam iti v trgovino s svojim denarjem kupiti neke, ja, pač prave stvari, da ne užiješ vase kar tek neki. Takrat je pač tisto, ko
ko se mogoče malo prelomi, v katero stran bo šlo, ampak ja, tako kot prej, vsak obdobje te nekaj nauči in treba skrbeti za telo, ker to je tisto, kar te vodi naprej. V Nemčijo si šla zelo mlada, z 18 leti. Pa kako si pa tu speljala v bistvu, kako si prišla v Nemčijo, a si se tja preselila, a ste imeli kakor s klubom kakšen tak dom, ali kako je to izgledalo, kako si sploh prišla do Nemčije? Ja, mislim, si rekla z 18, Ja. jaz sem dejansko šla s 17. In imam poleti rojstni dan, 8.8. In sem čakala na ta dan, da sem lahko podpisala svojo prvo profesionalno pogodbo. In ja, pač to je bil še en velik korak. Iz Ljubljane sem se pol mogla preseliti, ne samo čez mejo, ampak čez 2 meji dejansko. Takrat sem ja, dobila stanovanje, v katerem sem živela z eno Švicarko, tako da smo si ga delile. Ona me je tudi zelo pomagala pri tem, da sem hitro usvojila jezik, se je z mano trudila pogovarjati po nemško, kar je bilo zelo težko na začetku. Ampak ja, takrat se je tisto nekaj začelo prvič, ja, prvo samostojno življenje, prvo kuhanje. Vsak dan bila na telefonu z mamo, mami, kako pripravim piščanca, kolikokrat ga moram obrniti. Take stvari, ne. Ampak ja, takrat ti to sploh ne veš, verjetno, ko si se rodila, je že bil FaceTime pač na telefonu normala, ne, takrat tega še ni bilo. Jaz sem se s svojimi doma mogla pogovarjati po Skypu, ne, to je malo drugače, tako da tudi ni bilo na vsakem momentu priložnosti, da bi videl nekoga domačka. Ampak ja, Nemčija je pač ja, bila velik izziv. Kaj pa poj, ko si šla iz Nemčije, se pravi letos, v bistvu si šla pa iz Nemčije v Ameriko, kakšen je bil pa to prestop? Ja, tu pa še malo večji. Tu pa nisem ta neka razdalja, to je pa tudi časovna razlika problem, ne. Ja. Prvič, jaz pač med Slovenijo in Salt Lakeom je 8-urna časovna razlika, to pomeni, ko se jaz zjutraj zbudim, je v Sloveniji že popoldan in zjutraj grem na trening, jaz pridem iz treninga ob 2 popoldne, kar pomeni, da je tu že 10. Tako da ti neki odnosi je treba res ja, narediti plan, kdaj se bo s kom slišal, a sem prej zbudila, da pokličem domov, da slišim domače, ali ja, a kako bo to. Tako da ja, to pa zdaj še večja razlika. Nekod rinem vedno dlje. To pa res, je pa verjetno tudi nek poseben dogodek v karieri vsakega športnika, ko prvič obleče reprezentančni dres. Kako pa je bilo to zate, Lara? Kdaj si ti prišla do tega? Pa kaj ti je to pomenilo takrat? Ja, mislim, to je bilo pa, jaz mislim, da sem bila stara 17 let. Tako da ja, še malo. Vedno so bile to neke, ja, sanje otroške, ne. Sploh ko prvič greš na tekmo, pa vidiš punce, ki igrajo za ta grb, zdaj nas lahko gledaš že na televiziji, včasih tega ni bilo mogoče. In ja, jaz spomnim, sem dobila prvi klic, takrat sem še igrala za mlajšo reprezentanco, bila poklicana, in ja, mislim, to je bil velik ponos, no, še vedno je, ampak tiste prve pa mislim, da nikoli ne boš pozabil. Spomnim se svojega prvega gola, ko je bilo, smo igrali na turnirju v Umagu, smo igrali proti Poljski, se mi zdi. Ja, pa sem dala gol na neki prijateljski tekmi, sem bila zelo, zelo, zelo ponosna. Iris, kaj pa ti verjetno, ko gledaš nogomet, verjetno veliko gledaš nogometa, ne? Kolikor se da. Lepo. A ga tudi v živo rada gledaš? V živo ga še rajš gledam. Super, super. Kaj pa, o čem še razmišljaš, ko gledaš to? Mogoče, a podrobno analiziraš, kako, ne vem, igrajo dekleta ali fantje, kaj ob temu, ko spremljaš igro, te še zanima, da bi, ne vem, na igrišču bila še boljša, delovala bolj odločno. Mogoče to, kako biti še boljše, ne? Ponavadi prvo, ko gledam tekmo, mi je najprej to pač, sam pač tekma na splošno, pač
Pa ne vem, med tekmo pač ponavadi te poteze gledam, od kakšnih drugih gledam, kakšna taka lahka, ampak pač intenzivna preigravanja pa kaj takega, pa ponavadi, če gledam tekmo, gledam pol večinoma svojo pozicijo, da vidim, kaj delajo, pa pač se trudim tako čim bolj čim več dobiti iz te tekme, da ne gledam samo tekme, ampak tudi, da se kaj naučim pač od boljših. Drugače pa tako gledam tekmo, ker pač mi je zelo zanimiv nogomet in mi je tako všeč. Lara, kako pa se to razlikuje, ko si enkrat sam vrhunski nogometaš, pa verjetno tudi ti veliko pregledaš nogometa, ne? Meni je trenutno ful zanimivo gledati ljudi, ki jih poznam. Ker enkrat, ko prideš na ta level, nogomet, mislim, vsakodnevno si v njem, mogoče malo manj gledam, ko sem včasih, ampak zelo rada pač gledam svoje soigralke, bivše soigralke, da vidim, kako jim gre, ne. Trenutno ful več gledam ženskega nogometa, tudi kot moškega. Ampak, ja, mislim, mi je še vedno zelo zanimivo. Pa tudi rajši gledam v živo, kot pa po televiziji, no, tako ti. Kaj pa imaš tako, koliko imaš pa sploh prostega časa, kaj, sploh zdaj, ko si pač v Ameriki pa to, tako, koliko imate treningov na dan, koliko so dolgi treningi, kaj delaš v prostem času, no, tako. Jaz, na primer, zjutraj, ti bom povedala, kako izgleda moj dan. Zjutraj se zbudim, ob 7:30 grem v klub, kjer imamo ob 8:30 zajtrk, potem imamo razne analize, sestanke, psihologa, potem imaš terapije, trening, priprava pred treningom je zelo pomembna, no, v Ameriki je ful bazirano na atletiki, torej pač na gymu, na fitnessu, je ful veliko trenerjev, vsak trener je za svoje, pač za svojo branžo, torej ja, pred treningom imamo prehab, se reče, torej priprava na trening ali pa mogoče odprava teh nekih malih nians, ki jih pač še rabiš, pol je trening, po treningu spet analiza, masaže, regeneracija, še en gym, kosilo pa gremo domov, no, tako da jaz vsak dan sem okrog 2-3 konec, odvisno, kako se zavleče, no, pa je prosto popoldne, da se lahko zregeneriraš pa pripraviš na nov dan. Lara, zdaj mogoče, tako ko gledaš za nazaj, to, kar ti je že uspelo, pa celo to pot, vsi delamo napake v življenju, verjetno si tudi ti kakšno storila, kaj bi mogoče svetovala Iris, na kaj naj bo pozorna v tem obdobju, ki prihaja, da se mogoče izogne kakšne napake, kaj si jo ti ali pa tvoje soigralke naredila, da jo ni ne bo treba? Dobro vprašanje, ja. Po moje je fajn biti zelo potrpežljiva, no. Tudi sam do sebe, do svojih soigralcev, soigralk, veliko se pogovarjati, če te kaj kdaj muči, treba pač to povedati, ne držati v sebi, ker če se drži v sebi, se pol kopiči in enkrat pač lahko pokne, ne. Tako da mislim, da nogomet je ful, ja, ni za brez veze, da se mu reče skupinski šport. Je ekipa, ki mora pač sodelovati med sabo, to so trenerji, to so igralci, s katerimi se pač moraš dobro razumeti. To je najbolj tisto, kar pač rabiš vedeti, da lahko tvoja ekipa in pa tudi ti napreduješ, ne. Tako da ja, zelo veliko se pogovarjati, vztrajati, trdo delati, in pa svoje telo poslušati. Če kdaj mogoče včasih prideš v obdobje, ko te mogoče malo kaj boli, pa vseeno hočeš igrati, pa hočeš iti mogoče malo prek sebe, to ni vedno dobro, ne. Včasih greš prek sebe, pa se pol hitro naučiš, da pa vidiš, ka naslednjič moraš boljše narediti, tako da ja, samo poslušati se spoznavati. Vsako leto, ko si starejša, bolj se poznaš, bolj veš, kaj ti ugaja, tako da ja, to je to. Iris, imaš še kaj zanima, bi še kaj rada vprašala Laro? Ja, imam še eno vprašanje, pač te številke na dresu pa to, a ne. Koliko ti v bistvu pomeni ta številka, a je res, da boljše igraš, če imaš pač na dresu svojo najljubšo številko, pač, kakor sem slišala, to pač je res.
pač, da Od koga si pa to slišala? ja, naprimer pač tudi moje soigralke, primer mi imamo tako, da imaš pač, če se kolman kaj zgodi, a ne, pač mora iti ena igralka pač v gol, a ne, in pa imamo številko 12 na dresu in pol pač se vse pritožujejo, da ful slabše igrajo s to številko, pač da lažje igrajo s kakšno drugo, pa tako. Ne vem, a je to tudi pri tebi, a lažje igraš svojo najljubšo številko? Ne, moja najljubša številka, ker imam 8.8. rojstni dan, je 8. Jaz sem z njo nazadnje igrala v Rudarju. To pomeni 10 let nazaj. Od takrat pač nikoli nisem imela možnosti več je imeti. Pol je prišla 24, pol je prišla 7, zdaj imam 9, v reprezentanci imam 11. Pač to je samo cifra. Ne. Važno je, kaj je tu. Važno je, kaj je v spredi na dresu. To je bolj važno. Pa bi pa jaz vaju za konec za obe dve imel še eno vprašanje. Iris, kakšni so tvoji cilji? Kaj si želiš postati čez 5-10 let, kakorkoli? Ja, jaz sem isto imela skozi neko željo, nek profesionalni športnik ali pa tako vsaj reprezentanca pri nogometu ali pa kaj takega. Ampak mislim, cilj mi je, da pač bi imela se dobro v življenju, pa da bi imela tako, pač da ne bi nikoli nehala fuzbala, no. Pač mislim, da bi mi bil fuzbal skozi neka prioriteta pa to. Drugače pa mislim, zaenkrat še imam nobenega cilja, ne, pač. Samo rada bi nadaljevala z nogometom, pa kar pač bo. To se mi zdi super odnos, Lara. Kaj pa bi ti mogoče še kaj dodala na to, oziroma kaj pa tebe še žene naprej v nogometni karieri? Mene pa zdaj žene, ja, mogoče to, da bi pomagala puncem, kot si ti, da boste enkrat, ko pridete v moja leta, ja, imele zelo dobre priložnosti oziroma dobre, ja, pogoje napredka, dela, treniranja. Mislim, da nam je zdaj v zadnjih 5 letih to že kar dobro uspelo, ampak zdaj, ko hodimo malo v svet, vidimo, kako je ženski nogomet tudi v svetu in želimo to približati Sloveniji, oziroma Slovenijo približati temu in ja, to je zdaj tisto neko višjo, neka višja želja, ki jo ne samo jaz, ampak tudi moje soigralke reprezentanci želimo narediti in vsako leto ja, bolj pritiskamo tudi na nogometno zvezo, da nam pomaga. Ne samo nam, ampak mlajšim puncam, da bomo enkrat še večji in boljši. Super, mislim, da je to odličen zaključek, tako da jaz bi se obema najlepše zahvalil za sodelovanje. Iris, tebi želim zelo veliko sreče, da greš po Larinih stopinjah, Lara. Tebi pa sam, da bi šlo še naprej tako po maslu, kot je šlo do zdaj. Hvala lepa. Hvala.